Siniša, danes ste imeli nekaj priložnosti, da bi znova dosegli pozitiven rezultat proti Domžalam, vendar se ni šlo. Ja, ni se šlo. V tekmo smo šli slabo, moram priznati. Domžale so bile bolj agresivne, bolj odločne in so nas, lahko rečem, ne presenetile, ampak res so bili nenormalno agresivni, kar jih krasi. Ampak tudi mi smo imeli v tem prvem polčasu dve izrazite šanse Đurkovića, kljub temu, da smo zelo slabo igrali prvi polčas. Drugi polčas z rošadami v ekipi in taktiko, ki smo spremenili, mislim, da smo absolutno nadigrali Domžale, imeli svoje priložnosti, tudi oni na koncu zdaj, ampak manjka nam ta kanček sreče, tako proti Mariboru, kakor sedaj proti Domžalam. Kljub porazu, jaz vedno ponavljam, fantje se iz poraza kaj naučimo, tudi jaz. Mislim, da nas bo to nagradilo, ker vidite sami, da je to tempo dober, da igramo, da vemo, kaj hočemo, pač tudi nam se mora obrniti malo, tako da sem kljub porazu, ne morem biti zadovoljen, ampak težko je, gremo naprej. Še ena napoved naslednje tekme? Ja, gledajte, zdaj mi nimamo poškodovanih, vrača se nam Ovčina, upam, da Redžić dobi ta certifikat. V Rudar, kaj reči, mi gremo na vsako tekmo, to smo tudi pokazali v Mariboru, v Kopru, tukaj se ne branimo sploh, še enkrat izhodišče nam mora biti drugi polčas, če bomo tako igrali proti Rudarju, mislim, da se lahko nadejamo točk. Še enkrat, mislim, da smo si absolutno zaslužili točko, če ne 3. Luka, po porazu proti Kopru danes 3 točke, to ste si želeli, to ste dosegli. Ja, želeli smo si seveda, ker je to bila, verjamem, ena ključnih tekem za nas v tem prvenstvu. Zelo težka tekma, kar smo tudi pričakovali, ker je Triglav v prejšnjih krogih kar nekaj dobrega pokazal proti težkim nasprotnikom. Tako da veseli smo, da smo odnesli danes vse 3 pike. Če pogledamo drugi polčas, je bila nervoza in stres kar na velikem nivoju na igrišču, še več pa na klopi, tako da nekako veliko olajšanje. Lepa predstava, vaša, lahko bi bil rezultat tudi višji, večja prednost, po drugi strani pa bi lahko tudi Triglavani nekako zadeli in stvari bi bile lahko drugačne. Pri nas ni nič novega, da imamo težavo z realizacijo in da teh nekaj situacij, ki smo predvsem v prvem polčasu imeli, ne realiziramo in seveda pol nastopijo težave. Hvala Bogu je mladi Rudi zadev ta gol, ki nam danes prinaša vse 3 pike, je pa seveda tlele še veliko stvari za popraviti, predvsem reakcijo v drugem polčasu, kjer smo totalno prepustili igro Triglavu in nismo bili več tukaj nevarni za njihov gol, ampak je nekako naravno, da potem, ko vodiš, da prepustiš mečke stvari nasprotniku, ampak v tem momentu smo si pa želeli biti mečke več nevarni, kar smo tudi bili v zaključku tekme, zopet iz zelo čistih situacij nismo dali. Je pa Triglav seveda dost velik pritisk dajal na naša vrata, tudi nekaj situacij je bilo pred našim golom, ampak obdržali smo rezultat, nismo dobili gol, kar je zelo pozitivno. Spet imamo pozitiven rezultat na gostovanju, kjer nadaljujemo nekako to serijo. In seveda je to za nas dost dobra priprava za naslednji krog, kjer gremo v Maribor. Danes ste praktično vi vodili celo tekmo, kako to? Mislim, se zgodi, da mi trener da kakšno nalogo, seveda je vse, kar si jaz povem igralcem na klopi, kar mi trener pove, tako da so njegova navodila in njegov sistem, ampak včasih ima rajš, da mečkem pogleda stvari iz zunanjega vidika, kot da je dejansko tudi v tem stresu upleten noter v tekmi in je danes meni to mečkem več naložil delo, ampak ni dvoma, da je on tisti, ki pripravlja ekipo, da pride do teh zmag, ki jih imamo že v tej sezoni. Še par besed o Mariboru. Ja, težko je kaj reči o takemu nasprotniku, seveda so suvereni že nekaj časa v naši ligi, pa tudi odmevne rezultate dosegajo na evropski ravni. To je tekma, ki izvleče ponavadi najboljše, maksimum iz naših igralcev in upam, da bo tudi tako. Brezpredmetno je govoriti o motivaciji za tako tekmo. Sigurno pa imamo mi orožje, s katerim bi lahko Mariboru ustvarili določene probleme, tako kot smo v Olimpiji. In verjamem, da z dobro pripravo, z dobro regeneracijo, ker je bila ta tekma dosti zahtevna, da lahko pripravimo neko vrste presenečenja v Ljudskem vrtu. Je pa to
nedvomno ena izmed težjih tekem v tem prvenstvu, zato ker je Maribor v pravi formi, ker igra dobro in ima za sabo zdaj že veliko izkušenj, igralci so že nekaj časa skupaj v nasprotju z našo ekipo, tako da vse bomo dali od sebe, kar je naravno, da v taki tekmi to narediš, ampak da bomo rekli, da zdaj pričakujemo nek rezultat, ne bomo najavljali, ampak upamo, da bomo lahko priredili eno presenečenje.